Dobro jutro, dober večer, dober dan, kakorkoli, dragi naši všečkarji, delilci, blogarji in drugi klikerji na internetu. To je ESI-TV v rubriki Okrogla miza. Okrogla miza o aktualni sestavi družbe in deprivilegiranih skupinah. Povedati moramo, da smo leta 2012, naši gostje in mi bomo poskušali to danes osvetliti v sedanjem času, kar se je zgodilo v letu 2013-2014 in potem, pa sami dobro veste. Imamo zanimive goste, eminentne Mariborčane, če gremo od desne proti levi, gospod Franci Pivec, predsednik ZKD Slovenije, tudi včasih minister za šolstvo, če se je prav. Človeka se vse zgodi v življenju. Doktor Mateja Ratej, znanstvena sodelavka SRC, SAZU, znanstveni raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Mariborska izpostava, tako, ja. Postaja, Mariborska postaja. Ja, raziskovalna postaja. Boris Javšovec, novinar Večera. Korporativni mediji, ponovim. Mednarodna politika. Dobro. Zunanja politika. Mednarodna. In dr. Andrej Naterer, antropolog, sociolog. Še zdaj imam problem s tem. Docent, doktor. Docent, ja. Lep pozdrav vsem gostom. Enako. Ko sem vas včeraj iskal na internetu, je bilo zanimivo opažanje, da nihče od vas nima Facebook profila. To drži? Drži. Jaz ga nimam, ker poslujem skozi inštitut in tam takele zasebne stvari niso dovoljene na mreži. Tako da bi ga sicer imel. Drugi? So kakšni osebni razlogi, politični razlogi, zunanji, notranji, osebni, zasebni? Ja, za mene je recimo na Facebooku prevelika mera egocentrizma, da bi ga lahko prebavila. Čeprav ne zanikam in je pod zadnjih dogodkih malo tudi težko zanikati, da ima Facebook pač nek svoj pomen v tem trenutku. Ja, meni so pravzaprav vsi prejšnji šefi na Večeru, da moram in blog pisati, in Facebook odpreti, in tweetati vsakih 5 minut. Tako da malo zavoljo tega, ker se mi je zdelo, kot da bi glavni urednik naročal nam pisma bralcev. Skratka, ni mi šlo v kontekst, sem pa zgledal že tudi malo med ozalem, pa v nekem drugem času odraščal in sem previden glede novih medijev. Je pa res se strinjam z Matejo, da je v tem času tudi mene zaneslo na Facebook samo prek kolegov. No, vse. Jaz bi lahko povedal. Jaz se zavedam, da je Facebook strašno pomembna zadeva in vsi ti alternativni mediji so strašno pomembni. Ampak mene skrbi za mojo lastno integriteto. Ne. Rad ohranjam dele Natererja znotraj tega telesa, koliko je le mogoče. In imam nekako občutek, da ko se bom zapletel v te zadeve, bo eni deli mene kar nekam zbežali in avtomatsko ne bodo več znotraj tega. Pa postanejo last vseh. Če pa govorimo o aktualni sestavi družbe, zadnji dogodki jeseni in v zimi leta 2012, kot smo rekli, pa so pravzaprav spodbudile mreže na Facebooku. Organizirale so se preko Facebooka. Ali to drži pravzaprav ali so druge, kaj menite? Vzroki. Vzroki so vsekakor druge, ampak ali je res tam organizacijska baza v medmrežnih teh odnosih? Ja, Facebook je sigurno zelo prikladen za pozivanje ljudi, ne? Je pa seveda bistveno premalo za neko politično akcijo. Zbrati ljudi na kupu, ne, je premalo. In čisto pričakovano je, ne, da se potem mora nekaj v tej množici ekscesnega zgoditi, ne, kar pol izpade kot nek cilj celega zbiranja, kar pa seveda v resnici niti ni ne razlog, ne cilj, da so ljudje skupaj prišli. Ne. Če to
konkretiziram, ne, na Trgu Svobode je bilo 10 000 ljudi, jaz sem šel po spodnjem delu, tam nekje pri Kočaku, sem se prav lepo fino pogovarjal z ljudmi, ne, in sploh nisem vedel, kaj se pri občini dogaja. Ne. To sta bili dve sceni, ne, da tako rečem. In tudi v resnici neke globlje vsebinske zveze med enim in drugim ni v interpretaciji. To seveda lahko povežemo, ne, da mediji hočejo imeti nekaj bolj spektakularnega, ne, in da ne morejo 2 uri gledati tja v množico in loviti pogovore med ljudmi, ne, ampak da bi pa iz tega neka dolgoročna aktivnost nastala, ki bi povzročila potem neke globlje spremembe, pa je Facebook absolutno premalo. Ne. Pridejo muslimanski bratje, pa poberajo vso smetano in evo. Kaj pa drugi? Mogoče? Ja, jaz sicer se nagibam k temu, rada bi verjela, da bi se ta vstaja zgodila tudi brez Facebooka v tem trenutku. Ne. Rada bi verjela zato, ker verjamem, da je za tem zgibom, ki je pravzaprav ljudi nagnal na ulice, se pravi ti znameniti radarji, ne, da je še kaj, ne, da se enostavno pač kot zgodovinarka gledam vedno v neki časovni perspektivi, čeprav ne rada primerjam dogodke, ki so neponovljivi in nisem nikakršna pristašica rekla, da se zgodovina ponavlja. Gre pa za to, da se v nekih določenih trenutkih pač dogodki zgostijo in da se zgodovina zgosti. In v tem trenutku se očitno zgodovina je zgostila, ne? Nekaj se dogaja, to je zelo opazno. Ne? Če so prej leta in leta politični aktivisti, naprimer najbolj imam pred očmi Andreja Kurnika v Ljubljani, organizirali proteste, na katerih se je zbralo maksimalno 50-100 ljudi in še tisti smo gledali zombije. Ne? Zdaj pa naenkrat skoraj da vsakodnevno pred parlamentom tisočglava množica. Ne? Se pravi, nekaj se dogaja, absolutno se nekaj dogaja in da bi verjela, da je to zgolj posledica Facebooka, težko verjetno. Ne? Težko verjetno. Facebook je zame samo priročen instrument, da se na hitro skliče ljudi, da se hitro reagira, da tudi morda skozi, kako bi rekel, računalniško grafiko predstaviš glavne slogane, glavne tarče, rečemo tega slogana gotov je, da narediš tudi kakšen štos, da se pač seveda to manipulirati oziroma, kako se reče, zložiti skupaj različne zadeve. To so s pridom uporabili tudi mnogi bendi, celo narodno zabavni so te demonstracije vkomponirali v neki glasbeni videospot, CZD je podobno naredil, Old Happy, kako že, Happy Old Mac Weasel podobno in tega Pridigari tudi, no, tega je veliko, to je zabavno, to je lahko tudi zelo ažurno, reakcija je takoj, ni pa seveda Facebook sposoben ustvariti neko, kako bi rekel temu, bolj premišljeno akcijo. Zato bodo očitno potrebni drugi postopki oziroma Facebook lahko potem o tem samo še obvešča, se mi zdi. Tako da je dobrodošel v tem smislu, da se lahko hitro reagira in zbere ljudi na ulici. To bi morda nekoč pač počel telefon, ne, ampak ne bi dosegal toliko ljudi. Ne. Dobro, če govorimo o aktualni sestavi družbe, torej stanje je kratko, malo lahko ga opišemo kritično, ampak gremo malce nazaj, verjetno ima to ene zgodovinske izhaja iz zgodovine, mogoče zadnjih 20 let, ne vem, lahko več, lahko gremo v zadnjih 100 let, ne na zadnje, ampak gospod Franci Ljubec, vi ste bili direktor uprave mestne občine v letih, mislim, da 98-99. Ja. To je bilo pod županom Sovičem. In takrat ste, kolikor vem, niste šli preveč mirno narazen, oziroma ste predčasno zapustili
delovno mesto oziroma mandat. A ni že bilo takrat čutiti določene nepravilnosti v lokalni politiki, državni politiki, na različnih družbenih področjih? Ne v takem smislu, kot to danes vidimo. Tam je šlo bolj za učinkovitost uprave. Takrat smo razpravljali o tem, da je uradnikov preveč in da je efekta premalo in moj problem je bil, kako doseči večjo učinkovitost uprave in tu sem bil neuspešen. Zdaj, deloma po lastni krivdi, deloma zaradi okoliščin, ki so imeli neke svoje korenine v preteklosti te občinske hiše, ali pa tudi v tistem trenutku. Zdaj, ko pa sicer se pogovarjamo o tem, kako družbene strukture vplivajo na to dogajanje, potem smo seveda najprej soočeni za shemo 99:1. 1% super bogatih, 99 podrejenih, odvisnih in tako dalje. Zdaj, od te sheme bi jaz rekel, da tisti 1% drži, je relativno homogen. Sicer Štiglic in nekateri drugi rečejo, da je to veliko prevelika vsota, da jih je bistveno manj kot 1% teh, ki imajo vse vzvode v svojih rokah, ampak recimo, da to si lažje zapomniš. 1% pa tudi neka usodna napaka ni. To je relativno jasna stvar. Teh 99% je pa vseeno precej heterogena skupnost. Mogoče je homogena glede na ta 1%. Znotraj samih 99% so pa zelo pomembne, zanimive, zgovorne, vplivne razlike. In naš namen je se pogovarjati o marginalnih skupinah. To sigurno ni 99% v celoti, ampak bi pravzaprav naredili napako, bi v bistvu skrili ali pa spregledali tiste, ki so res marginalni, če bi jih kar šteli v 99%, ker je ta razslojenost vendarle bolj, tako bi rekel, skalabilna, bolje, eni so bolj, drugi manj in tako dalje. Tudi pri teh rečeh je pa treba vedno pogledati kar lepo obdobje nazaj, kako se je ta stvar dogodila, kako se nam je pravzaprav to pripeljalo v družbo. Pred nedavnim sem skušal nekako primerjati krizno obdobje 29, velike gospodarske krize v prejšnjem stoletju in krizo 8 do danes. In za Združene države Amerike je popolnoma jasno, da ta razkorak med 1% in 99% leta 1929 absolutno ni bil tako globok, kot je danes. Se pravi, kljub temu, da govorimo o velikih priložnostih in tudi procesih, ki delujejo v prid širokega kroga ljudi, je rezultat obraten. Rezultat je poglabljanje razkoraka in ta 1% še nikoli v zgodovini človeštva ni imel toliko oblasti, toliko kapitala, toliko vzvodov v svojih rokah, kot jih ima danes. In zaradi tega si jaz tudi predstavljam in se bojim, da bo reševanje te socialne krize, ne samo finančne, tudi socialne danes, v današnjih okoliščinah, težavnejše, dolgotrajnejše, kot je bilo reševanje krize leta 1929. In to me skrbi. Lahko dodam, danes velikokrat slišimo, tako me zmoti, rečemo, bori se ta zdravi del družbe proti oblastnikom. Jaz bi bila tu zelo previdna o tem zdravem delu. Jaz bi prej rekla podrejeni del, ker je ta tako imenovani zdravi del bi lahko zelo hitro postal zelo pogolten, ko bi bil pri koritu.
Namreč ni se treba delati nobene utvare o človeku, ne. Ko ima pač možnost nadvlade nad sočlovekom, to pograbi z obema rokama, ne. Tako da tu je pač gre za politično kategorijo podrejenih ljudi, ki se borijo za to, seveda neko politično enakost, ne, ampak gre bolj za nek idealni tip, ne. Zato, ker kmalu se bo zgodilo spet to, da bo en del družbe oziroma pač en del prebivalstva nadvladal drugega, ne, in si ga podredil. Mogoče še drugi. V tem zgodovinskem pogledu, kako smo prišli do tega aktualnega stanja? No, jaz bi opoziral na eno drugo stvar še. Pred zakonom smo vsi enaki, ne, in to se je zdaj v zadnjem času izkazalo in to je ta geneza tudi teh protestov morda, da to ne drži, ne, da drži za, besedo sicer preziram, navadne državljane, za tiste, ki so pa, kot smo prej govorili, pri koritu, ali govorimo zdaj o vodilnih politikih, ki kolobarijo po različnih funkcijah, ali govorimo o tajkunih, ne, za tiste pa to ne velja, ne. Danes imamo zaradi teh protestov, ne vem, 28 mladcev pod ključem, ne, mnogi pričajo o tem, da so nedolžni, zanje je že sodstvo pripravilo ekspresno sojenje, ne, ki se recimo v kakih drugih zadevah ni zgodilo. Tudi recimo pri tistih okorelih kriminalcih vemo, da so postopki trajali dlje in imam zamero do sodstva, do tožilcev v tej veji oblasti. Očitno so najbolj sposobni samo ti zvezdniški odvetniki. Skratka, to se je pač dogajalo v Sloveniji kot samostojni državi od njenega nastanka, ne. Temu smo bili priče, to je morda en pomemben element. Zdaj bo še mogoče kdo dodal, mislim, dopolnil. Jaz bi tem dopolnil malo, ne. Jaz se spominjam raziskave, ki jo je naročil za vlado brazilski predsednik Lula. Medtem je že pokojen, ne, in je užival zelo veliko popularnost, zaupanje ljudi in tako dalje. Kaj ga je zanimalo? Zanimalo ga je, v čigavem interesu se odločajo uradniki. Milijon jih je, ne, v Braziliji verjetno še več, ne. In seveda je to njihovo odločanje, ne, znotraj tistega, kar se imenuje prosta presoja, ne. Vsak uradnik ima neko kompetenco, ima tudi nek prostor, ki mu ga zakon daje, da lahko se prosto odloči, ne, komu bo dal prav, komu bo dodelil nek privilegij ali karkoli, ne. In ga je zanimalo, ali se odločajo v prid bogatih, ali se odločajo v prid revnih. In ga je zaprepaslo, ne, kako absolutno večinski del uradništva se odloča vedno v prid bogatih in ne v prid revnih. Se pravi, da uradništvo nima nobene neke socialne presoje, ne, pri tem, ne, temu, da skratka deluje v interesu King Johna, ne, kralja Johna, ne deluje pa kot Robin Hood, ne, ki je imel bogatim in dajal revnim, ne. To bi lahko te uradniki počeli popolnoma legalno, ker je to v sklopu njihove pristojnosti, ne, da se lahko odločijo. Ne govorim zdaj o tem, da komu ukradejo nelegalno pa prenesejo drugemu, ne. To ni razbojništvo, ne. To je pravzaprav samo neko socialno čuteče odločanje, ne, upoštevanje okoliščin, ne. Ne, tega niso tako v neki družbi in postopoma seveda tudi vpliva na ta prepad, na ta razkorak med bogatimi in revnimi, ne. Ali kot bi lahko povzeli po evangeliju svetega Mateja, ne, tisti, ki imajo veliko, dobijo še več, ne, tisti, ki imajo malo, jim je še tisto vzeto, ne. In ta zavest je seveda zelo dramatična in vodi v konflikte, ne, ali pa v nasilje
za ohranjanje obstoječih razmer. Ne? Ampak, če gremo še malce globlje v vzroke. Naprimer, včeraj sem tudi pogledal stran Slovenske akademije znanosti in umetnosti, SAZU, ena množica sodelavcev, mlajše generacije, srednje generacije, kar množica. Ali bi lahko, oziroma povejmo, ali so intelektualci odigrali svojo vlogo v družbi zadnjih 20 let, ne vem, stališča recimo kulturnika, šolnika, zgodovinarke, novinarja, sociologa, antropologa. Mogoče, Andrej, če ti začneš. Jaz mislim, da se o intelektualcih vedno govori kot o nekem homogenem telesu, ki tam nekje, ne vem, neke stvari dela, ne? Tako kot se govori o volilnem telesu, ki se je odločilo za ne vem kaj, ne? In se govori še o ne vem kakih vse telesih. In jaz se potem vprašam, okay, kdo so potem, mislim, kaj je to intelektualno telo ali pa volilno telo, ki se odloča. In bolj kot tem razmišljam manj ali pa bolj opažam, da to ni neka homogena celota. Seveda so intelektualci, ki so pomembno vplivali na vsa družbena gibanja, pa na kulturna gibanja, pred osamosvojitvijo, po osamosvojitvi, mislim, ne, tega ne gre zanikati. Tudi pa ne gre poenotiti intelektualce, se pravi, da vsi delujejo v eno smer ali pa to je prva zadeva. Druga zadeva, tudi tu je treba ločiti, da to, kar danes vidimo kot neka družbena gibanja, so v bistvu sinergije različnih družbenih skupin, lahko temu rečemo, ne, med katerimi so tudi intelektualci, ki nastopajo v prvi vrsti kot posamezniki in ne kot intelektualci. Se pravi, če bi se vrnil nazaj na ta Facebook pa na te zadeve, bi rekel, da je pač ta tehnologija je omogočila, da so se različni interesi oblikovali v neko sinergijo in so potem po tem kanalu dobili neko pojavnost ali pa so se inkarnirali mogoče v demonstracijah, mogoče kje tudi drugje, ne. Zato zdaj v bistvu ne izmikam se odgovor, ampak niti ne razumem vprašanja, ne, kdo bi naj bili ti intelektualci, to je moje prvo vprašanje, in kakšno vlogo bi naj odigrali. To je tisto drugo vprašanje. Ja, zdaj intelektualci so verjetno vsi visoko izobraženi. Sedaj imamo na primer teze, da Jure Aleksejev v novi knjigi proti filozofiji pravi, da znanstveniki, humanisti, torej niso znanstveniki. Humanisti niso znanstveniki, wow. Torej sociolog ni znanstvenik, po njegovem. Zelo močna trditev, izjava, ne, se pravi, dobim podobno občutek, ko mi nekdo reče, jaz poznam človeško naravo, ne, pa rečem, wow, super, ne, odkot je ta dar, ne, to je resnična moč, ki jo imaš, ne, povej mi, what's the secret of your success. Pravim, tu gre, ne, isto se, ko se žuga s prstom proti kateremukoli temu navidezno homogenemu telesu, ne, proti politikom se žuga, mislim, kdo so ti politiki, proti umetnikom se žuga, kdo so ti umetniki, proti novinarjem se žuga. Tu gre za eno tako diverzijo, ki je na meji s to vojaško diverzijo, ne prijatelj vreba na granicama, ne, ustvariš polariziran svet in si bolj ali manj pojasnil vse. Če pa hočeš dejansko razumeti neko dogajanje, potem pa ne moreš na tej ravni delovati, ker te stvari v neki realnosti, ki izmerljivo ne obstajajo. Ne. Obstajajo mogoče posamezniki, ki so znanstveniki, ki delujejo v eno smer, pa v drugo. So mogoče neke sile v ozadju, na podlagi katerih se oni odločajo, ali pa so neki interesi, ki zdaj ne vem, čigavi so njihovi ali njihovih, ali so oni predstavniki, to je potem drugo vprašanje. Še nekaj, ki smo iz humanistične rede, tako da se moramo tukaj oglasiti, ne, v prid. V tej knjigi proti filozofiji ne gre za anti-intelektualizem, ne povem. Ne poenostavljam do te mere, ampak hočem pa to povedati, ne, da je zelo enostavno, ne, kriterij znanstvenosti je preverljivost, ne, spoznan in jasnost izražanja, če vse drugo abstrahiram. Ne. Zdaj pa je problem, da so ljudje v povprečju zgubili humanistično izobrazbo. Zelo slabo so humanistično izobraženi in ko berejo humanistične znanstvene tekste, ne, sploh ne znajo ne verificirati stvari, ki se tam trdijo, in včasih tudi jezika ne zastopijo, ne, ki se ga uporablja.
To je pač po mojem rezultat tega, da je humanistična izobrazba v krizi. Da je bila iztrebljena, izločena iz šol, da je zelo malo, če že je, ne? In ljudje pač če se na stvari, na katere se ne razumejo, jih pač proglasijo za, ne vem, nepomembne, ne zaslužijo statusa znanosti, ne, tako vzvišenega statusa znanosti. Ne. To je ena po mojem zaskrbljujoča stvar, ne, ker družben razvoj pa brez te dimenzije, brez te humanistične refleksije je pa po mojem zelo negotov, zelo vprašljiv, zelo težko se pravzaprav ozavestimo, kam cela zadeva pelje in to pač mnogi na vsakem koraku tudi ugotavljamo kot realnost tega družbenega razvoja. Če bi bil humanističen pogled bolj izoblikovan, bolj prisoten, če bi ga bolj razumeli, ne, bi se marsičemu v marsikakšni stran poti v družbenem razvoju izognili. To je moj pogled glede na tvoj izziv. Jaz bi še dodal, da je tukaj ena zadeva specifična za Slovenijo, ta globoka ideološka razklanost. Ne? Ko smo govorili prej, ali so humanisti znanstveniki, vi veste, da je politika vsilila to dikcijo tako imenovani, ne vem, sociolog, tako imenovani priznani strokovnjak. Ne? To je šlo za, mislim, za medijski zakon, je bilo na dnevnem redu to obsipavanje z kvazi znanstvenostjo prav humanističnih strokovnjakov, ne? Ker so se seveda v tej razklani družbi, predvsem pa politiki, ne, šteli tudi sociologi, pisatelji, novinarji za leve in desne. Mi imamo danes novinarsko društvo in združenje publicistov in novinarjev, ne, z jasno ideološko ločnico, ki recimo pod bivšim komunizmom ali pa socializmom ali pa, kaj ne rečem, enopartijskim sistemom ni obstajala. Skratka, to je ena peza ali eno breme še, ki nas dodatno tišči v to preštevanje in v to potem seveda odrekanje strokovnosti tistim, ki po vseh zunanjih kazalcih se zdi, da ni naš. Lahko še nekaj dodam? Mi sicer ne poznamo zdaj konteksta te izjave Jureta, ne? Kajti, če govori o tem, kakšna je danes humanistika znotraj institucij, bi se v veliki meri strinjali z njim, namreč. Danes je humanistika, torej v sferi raziskovanja, podvržena projektnemu delu pač delovanja, ne, oziroma je popolnoma odvisna od njega, ne. In nedolgo nazaj sem na eni drugi okrogli mizi rekla, da postavila zopet eno drzno tezo, da po mojem mnenju humanistični presežki znotraj institucij bodo danes le še izjemoma, do njih prišlo le še izjemoma. Namreč projektna kuhinja, kakšni projekti se danes odobrijo in kakšni se zavrnejo. Včasih so projekti, ki se delajo na najprestižnejših raziskovalnih inštitucijah v Sloveniji na ravni gimnazijskih, srednješolskih, seminarskih nalog. Ampak imamo Žižka, recimo, iz te slovenske znanosti. Ki je šel iz institucije, ne? Dobro, že dolgo nazaj. Ampak slovensko humanistiko reprezentira na najboljši možni način, pa ni edini. Vse govorim izven institucije, ne? Jaz samo prišepljem, da je bil šolan v prejšnjem sistemu. Dve temi ste načeli sedaj. Ja, več. Torej, homogena skupnost bi naj nekdo obravnaval oziroma se razume, intelektualci še vedno na odgovornosti intelektualcev smo. A ni v Sloveniji mogoče pomanjkanje tega individualne odgovornosti? To je ena, ja. Namreč premalo ljudi, ki bi se bili pripravljeni izpostaviti za določen ideal. Bi jaz mogoče kar skočil na tisto prvo trditev, pomanjkanje individualne odgovornosti. Jaz se spomnim teh prvih demonstracij, ki so se v Mariboru dogajali, če se spomnite, takrat, ko je bil aktualen Occupy Wall Street, pa vse te zadeve. In so ljudje stali, sicer na Leonu Štuklju. In bilo sicer manj ljudi, ampak prišli so in bili so te prve lastovke, če bi lahko temu rekli. In tam so vse sorte ljudi je bilo, so bili starejši, mlajši, ženske, moški, upokojenci, fajn, da so prišli.
In zadeva, ki je bila pač takrat elaborirana v tistih demonstracijah, je bilo recimo boj proti pohlepu. Ne. Pohlep nas je pripeljal do tega, kjer smo in zdaj se moramo boriti proti pohlepu in potem so dvigovali, dajmo zdaj proti pohlepu, pa dajmo leva roka proti temu. Ne. Ok, v redu, super, borimo se proti pohlepu, ne. Ampak kje je potem ta individualna odgovornost do pohlepa, ki ga jaz nosim sam v sebi, recimo, ko grem v Interspar, recimo, ne, in se odločam med WC papirjem proizvedenim v Italiji za 99 centov in tistem proizvedenim v Sladkem Vrhu za 1 evro, ne, se večina zaradi tega svojega pohlepa, ki ga negujemo in ga imamo prav intimno odnos do njega, odloči za 0,99. Ne. Se pravi, podpiramo tujo ekonomijo in hkrati delujemo proti lastni ekonomiji, lastni ekologiji, lastnim socialnim problemom. Ne? In to je tista individualna odgovornost. Se pravi, ljudje po eni strani pridejo demonstrirati, ampak se hkrati čutijo nemočne, reče, kaj pa lahko jaz naredim proti tej sili. Ne? Ja, moj odgovor bi bil, narediš lahko tisto, kar narediš, vsak razpolaga za neko, pa če tudi minimalno močjo in tisto je treba uporabiti. Ne? In seveda, po tej logiki pridemo najprej do individualne odgovornosti. Kaj jaz svojo močjo podpiram, oziroma kaj ne podpiram. In tam se je treba začeti v bistvu odločati. Drugi del pa bi prepustil svojim sogovorcem. No, institucije sigurno niso naklonjene temu, da bi se njihovi zaposleni preveč pretirano izpostavljali v politični sferi. Ne? Moji sodelavci na znanstveno-raziskovalnem centru, je, ne vem, več 100 raziskovalcev, ne, so večkrat govorili o tem. Ne. Na našem področju velja samo to, kar dosežeš na znanstvenem področju, vse ostalo, ne, je bolj ali manj nezaželjeno, ne, pojavljanje v javni sferi v tem smislu. Ne, ali je prepoznano kot strankarska politika, ne, ali zaradi tega velike kontaminiranosti in slabega ugleda, ki ga ima politika. Ne. No, moje mnenje osebno je, da humanist zaprt v svoj kabinet sploh ne more obstajati. Ne. Potem je lahko zgolj arhivar. Ne. Mi smo v tem letu, ne, EPK, o katerem imamo lahko različna mnenja, ampak vendarle srečali tukaj po Mariboru kup ljudi, ki sodijo v tako intelektualno elito sveta. Ne? Morda jih niti nismo mogli absorbirati, toliko jih je bilo, ne? In toliko so imeli za povedati, da je šlo veliko stvari žal mimo, ki bi nam zelo koristile, ne, v dojemanju trenutka ali pa sploh zgodovinskega toka. Ne. In zdaj se sprašujem, ne, kako je pa z našo intelektualno elito? A je sploh to pojem, ki ga upoštevamo v Sloveniji? Mi imamo eno samo elito, ne, in to je neka mešanca politikov, ne, in gospodarstvenikov, tajkunov, ali kakorkoli že hočete, da jih označimo, ne, te, ki so pri kapitalu, ne, ki imajo kapitala veliko, ne, politiki se pa z njimi povežajo. Ne. Zdaj, seveda to elito kreirajo mediji. Oni so tisti, ne, ki v svet pošiljajo sporočilo, kdo je v tem, kdo spada v elito. Ne. In poleg tega establishmenta, kot bi se reklo, ne, politično-gospodarskega, mediji ne respektirajo intelektualne elite. Jaz ne znam iz medijev potegniti, ne, kdo pravzaprav je upoštevan v Sloveniji kot intelektualna elita. In mogoče se pa izjasnjujejo te ljudje na tak ali drugačen način, ampak jih mediji ne poslušajo, jih mediji ne prenašajo. Ne? Ostane to nekje, gre mimo. Ne? In se ta intelektualna elita ne konstituira in ni nobenega stimulusa, ni nobene spodbude, ne, da bi to nastalo. Zdaj, to, da bi pričakoval, da bojo zdaj te ljudje stopili pred množico demonstrirajočih, pa se izkazali kot intelektualna elita, to je seveda smešno. Ne. To ni okolje, ne, v katerem bi lahko katerikoli od teh svetovnih ljudi iz svetovne elite, ne, stopil na Trgu svobode, ne,
Chomsky ali ne vem kdo, pa bi ga ljudje poslušali. Ne. To so druga okolja in drugačni trenutki morajo obstajati, da se lahko ta kritična zavest izrazi, ne, in da pride da pride v javnost oziroma da pride do ljudi. In teh možnosti ni dovolj v Sloveniji. Ne. In tako da govorimo lahko seveda, ne, da univerza ne reflektira kritično zgodovinskega trenutka, ne, in da se oglasi takrat, ko je sama prizadeta, ko jim hočejo plače znižati, ne, pa za svoje plače zaupijajo, tako kot zaupijajo zaposlene vzgojiteljice v vrtcih, pa kot so gradbeni delavci in tako dalje. Ne. Pričakovalo bi se pa nekaj drugega, da oni reagirajo na vsak problematičen proces v družbi. Kdo bi jih pa poslušal? En drugega bi morali poslušati. Jaz bi imel eno pripombo. Zdaj, mediji so bili spet vrženi v isti koš, podobno kot prej intelektualci, bi rekel. Pa me je zmotilo, vendarle se mi zdi, zdaj, če misliva na te instant medije ali pa na komercialno televizijo, celo nacionalno televizijo, ki mora v večerni program v Odmeve pripeljati vedno enega z leve, enega z desne, ne glede na to, kaj pravzaprav v resnici ima ta novega zapovedati, samo da je to uravnoteženo, potem se strinjam. Če pa govorimo o tiskanih medijih, pa mislim, da smo vendarle uspeli reflektirati. Zdaj vprašanje je dogajanja in pripeljati tudi sposobne ume, imamo te rubrike, imamo te strani. Vprašanje je seveda, kakšen je bil Odmev, ker kot veste se tiskani mediji, dnevniki sploh vedno manj čitajo, tudi po svetu. Novi mediji so pa bolj instant, o tem smo že prej v uvodu govorili. Zdaj, pri teh zadevah bi jaz to vseeno ločil, da ni bilo pa Odmeva, pa ne vem. Vem recimo za eno prigodo, prišel je k nam umetnik v zvezi z EPK oktobra, bom se spomnil imena, Aleksej Plucer iz Moskve, član kolektiva Vojna, ki so mimo grede te razpite Pussy Riot imeli, rečemo, na praksi. No, in je razvil tam v sklopu tega, se je reklo, borderline, tega umetniškega projekta, razvil transparent na stolnici nadškofija Mafija. Tisto je imelo v hipu 5000 klikov, ne vem, fotografija pravzaprav samo, ne vem koliko povzetkov, ampak Možakar je predtem, to pa zdaj govorim o teh alternativcih, ki se imajo ponavadi tudi za intelektualce, ko je vprašal, če bi mu kdo tukaj v Mariboru v pekarni pomagal pri tej njegovi akciji, subverzivni seveda, ni našel niti enega prostovoljca. V Rogu smo jih našli 10, ko je bil predtem v Ljubljani, tam je dal tisti napis Banke na zanke. Zdaj, jaz si upati, da je morda tudi ta akcija, ko je on govoril o tem letargičnem mestu, ki se mu vidi, da ima spodrezane korenine, da je industrijska puščava še vedno, da je to mesto tudi zaradi te njegove akcije prišlo malo k sebi in je zavrelo. Ko smo govorili prej o radarjih, seveda ti boš vedela bolj kot zgodovinar, kar zaradi banalnih stvari se zgodijo revolucije, oziroma je tista kapla čez rob je ponavadi oddaleč brezvezna, kaj je bila Marčevska revolucija, so bila polna stranišča v študentski domovi, ali kaj, ne more se spomniti. 68? Ne, to je bilo 1808, radarji, seveda, ja, brez veze, ujeli so, ne vem, 30 000 prekrškarjev, ampak vse v nekem minimalnem razponu, večino, veliko večino, pol so za 103 ugotovili, da so to neke kamikaze, ki so vozile res 30 ali 20 km več na uro. Ostali so pa vsi v nekem tem, ko imajo že tudi policaji, recimo pri radarjih 5 km, morda 7 km na uro toleranca. Hoče samo reči, ne, seveda je bil to morda povod, ampak odzaj je bilo še eno dejstvo. Šlo je za zasebno javno partnerstvo, ki mi smo do zdaj mislili, da ima država monopol nad kaznovanjem državljanov, zdaj smo pa nekrat dobili firmo, ki je 22% te kazni pobere v svoj žep. Pa ljudje božji, kam smo prišli. Ostalo se pa potem smo se tudi spomnili, oziroma so se spomnili.
Ne, sem samo htel reči, da sem res posplošil pri medijih. Ne. To je seveda tema za sebe in je treba bolj izdiferencirati, vključno s tem, katere medije pa sploh ljudje še dojemajo. Ne. Kaj, ali samo poslušajo, gledajo, ali tudi še berejo in tako dalje. Ne. Jaz sem se sam nekako izoblikoval v obdobju, ko so bili mediji pisni zelo pomembni, perspektive, sodobnost, problemi in tako dalje. Danes tega nič ni, ne obstaja več tako branje. Ne. Tu bi jaz nekaj dodal, jaz sploh opažam eno zelo pomembno zadevo in vaše izkušnje, zato ker imate več zgodovinskega spomina, ker ste del časa tu kot jaz, vi boste lahko to izkustveno potrdili. Ne? In to je, da v tistih časih, o katerih govorite, je imela beseda moč. Takrat, ko si nekaj izrekel, je to bilo dejanje. Ne? Nabijajo zahteve, zapisane za besedami. Na cerkev nastane totalno halo. Danes so časi drugačni. Ne? Tisto, kar povezuje medije, pa intelektualce, pa umetnike, pa vse vsak lahko govori, kar hoče. Ne? To, kar izrečejo, nima nobene moči več. Ne? Pravzaprav ne samo, da naša težava ni več v neinformiranosti, v preinformiranosti. In stvar je v tem, da je bila beseda kot akcija, kot neka sila zreducirana na nivo informacije, ki pa jih je danes povsod ogromno in lahko, ne vem, kdo piše, karkoli hoče, vsak se lahko izpostavi, ne poznam nobenega intelektualca, umetnika, kogarkoli, ki bi rekel, jaz si pa ne upam se izpostaviti. Vsak bo rekel, ok, šel bom tja, povedal to in potem. To me še enkrat pripelje do tiste točke, ne, da je čas, da govorimo, ti časi so končani, enostavno ta faza človeške evolucije je šla, reka odnesla, zdaj je čas, da pridemo k akciji. Ja, ko še jaz dodam? Pa ne bi rad zvenel kot agitator. Vi mene ne potrebujete. Ja. Pred časom sem delala en prispevek, pravzaprav znanstveni prispevek o tem, koliko pravzaprav zgodovinarji nastopajo v slovenskih tiskanih medijih. Ne. Sprva je namreč kazalo, da jih sploh ni, ne, da niso prisotni, ampak se je potem, ko sem šla pregledovati časopise, ne vem, 5-10 časopisov, 10 let nazaj, izkazalo, da pravzaprav zgodovinarji kar pridno nastopajo v medijih, ne. Ampak da nekako niso preveč opaženi, oziroma da je opaženih samo nekaj in to tistih, kot je prej omenil Boris, ki so pač označeni kot levi oziroma desni zgodovinarji in pač pomagajo utemeljevati zgodbe desnim oziroma levim novinarjem. Ne. In to, da je danes beseda manj slišana, je sigurno res. Ne strinjam se pa s tem, da danes ni več ljudi, ki si ne bi upali. So ljudje, ki si ne bi upali in so institucije, ki si ne upajo. Sredi novembra sem v času, ko je Komisija za preprečevanje korupcije izdala tisto zelo obremenilno poročilo o županu Kanglerju, naslovila na mariborske kulturne in znanstvene inštitucije vabilo, prošnjo, poziv, da podpišejo, da skratka podprejo pobudo, poziv, da naj pač župan Kangler glede na svoje številne zlorabe, ki so mu bile odkrite, odstopi. In takrat se je odzval samo rektor Rebolj. Ne? Ostali pač niso prepoznali svojih menedžerskih funkcij širše, da so pač na mesta funkcionarjev javnih inštitucij nastavljeni tudi zato, da ne skrbijo za mentalno higieno skupnosti. Ne? Pač te svoje vloge ne prepoznajo. Ne? Nekateri, kot sem potem dobila po nekih drugih kanalih od sodelavcev njihovih, ne, informacije, so se dobesedno ustrašili. Ne? So rekli, počakajmo, kaj bo zdaj? Ne? Eni so se ustrašili za finance, drugi so se ustrašili za svoj ugled. Ne? Tako da brez strahu danes ljudje tudi niso. Naša okrogla miza očitno ni uravnotežena. Super. Se nismo trudili, ampak odprli ste sami teme inštitucije in pa elite. Na koncu pa strah. Strah. Ja. Torej, če gremo, smo že obdelali vse vzvode, zakaj inštitucije niso učinkovite. Javne inštitucije, tudi kulturi, iz lastnih izkušenj, lahko govorim javni zavodi v kulturi,
so zelo slabo učinkoviti. Govorite, da znanstvene inštitucije tudi. Okorele so, ne? Kaj je glavni vzrok? Je res to strah zaposlenih oziroma članov vseh deležnikov v inštituciji oziroma vseh deležnikov, ki so v zvezi z inštitucijo, seveda inštitucije imajo svoje svete, nadzorni sveti bi se morali pravzaprav imenovati in tako naprej, so tukaj mogoče politično pogojeni, verjetno so, kakorkoli. Ampak sam sem deloval, mislim, da 15 let v javnem zavodu kot honorarni sodelavec. Vseeno se mi zdi, da vsi ti strah, okorelost, karkoli, da ni bil glavni vzrok. Ljudje so seveda vendar nekaj upali, ampak nekje je to zastalo v nekem organizacijskem celem, nikoli nisem doumel do konca razvozlal, kaj štopa javno inštitucijo k večji učinkovitosti na kulturnem trgu, recimo, ali pa na znanstvenem, kakorkoli. Mogoče o tem, če ima kdo. Pri raziskovalnih institucijah pa pri raziskovalcih je zelo velika bremza tudi to, da vsa njihova javna pojavljanja niso točkovana, ne? Namreč sprivržen sistem nagrajevanja raziskovalcev usmerja v to, da zbirajo točke za svoje raziskovalne prispevke in je to edino, za kar so nagrajeni. Niso pa nagrajeni za to, kar počnejo izven tega, ne? Izven znanstvene sfere, ne? Tako da marsikateri sodelavec mi reče, pa zakaj bi pisal v časopis, če ne dobim nič za to, ne? Čisto pragmatično, ne? Parcialni interesi so tudi tisto, kar vodi, recimo, ne, da vsak zlaga kocke individualno, glede na sebe oziroma na tisti svoj najožji krog. In je tudi to velikokrat vodilo, ki lahko ustvarja veliko prostega teka ali pa maši, ali pa duši mogoče neke druge potencialno zanimive projekte, ki bi se lahko razvili. Na to bi se z veseljem jaz navezal, ne. In v tem vidim tudi enega od vzrokov krize oziroma blokade v slovenski politiki, pa še posebej v mariborski politiki. Politika je pravzaprav neko delovanje v imenu ciljev, v imenu prihodnosti, ne, ki morajo biti seveda dovolj tehtni, da zbudijo pozornost in opredeljevanje ljudi, ne. Zato pa morajo tudi vedno z nekom računati, ne, ki so jim v interesu. In tako bi morali izgledati stranke, ne. Stranke bi morali izkazovati to dimenzijo, ne, te razsežnosti. In to, ko pri nas ugotavljamo, da zdaj sploh ni več nobenih razlik, je lev ali je desna ali je zgornja, spodnja, črna ali bel in tako dalje, ne. To je pravzaprav povzročeno s tem, ne, da je teh pogledov utemeljenih z razlogom na prihodnost zelo malo, jih praktično ni, in da je tudi te zaskrbljenosti oziroma odgovornosti strank, ne, komu v interesu pravzaprav te cilje postavljajo in družbo usmerjajo k tem ciljem, ne, vse to je zrelativizirano, ne. In v tej situaciji seveda potem pridejo do izraza in prevladajo interesni krogi oziroma krogi z parcialnimi interesi. Več kot polovico mariborskega mestnega sveta sestavljajo tako imenovane liste. Za nek del mesta, za nek poklic, za mlade, za stare, jaz ne vem kaj, ne, ki imajo parcialne interese. Seštevek teh parcialnih interesov ni tista bodočnost, ki bi jo radi z Mariborom dosegli, ne. To je čisto neka zmeda, ne, nastane, ko vse te parcialne interese sestaviš, ne, in zaradi tega ni neke vizije, ne, jasne, v katero smer pravzaprav Maribor gre ali pa bi moral iti, ne. Zaradi tega tudi ni kriterija potem na volitvah, kdo bi tako mesto moral voditi kot župan in kdo bi moral sestavljati mestni svet, ne, kot odgovornih 40 ljudi, ne, ki to počnejo, ne. In to je naša neka značilnost Maribora, celo bolj kot preostale Slovenije, že zadnjih 10-15 let, če analizirate pretekle lokalne volitve. Če gremo še na kratko, naslednjo temo, ki ste jo tudi omenili, elite, preden zaključimo z zadnjo temo, deprivilegirane skupine.
ali pri nas elite lahko imenujemo sploh elite? To, kar so elite, ali so to elite, ki so vzpostavljene dolgoročno že ali ne? Kajti gospod bi naj bil po enem mnenju ne tisti, ki je super načitan, pa nima nič v denarnici, in tudi ne tisti, ki ima vlasti pol Pohorja, pol gozdov Pohorja, pa ne ve, pa ni prebral nobene knjige, po domače rečeno. Torej, kaj menite, ali so te elite dolgotrajnega značaja? Ja, teorijo o elitah je več, ne? To bo najbrž Andrej najbolje znal povedati. Jaz razmišljam, za katero definicijo, klasično sociološko definicijo bi lahko opisal elite, niti ne elite, s katero definicijo elit bi lahko zapopadal te skupine, ki jih danes lahko srečamo. O nekih klasičnih elitah po mojem mnenju ne moremo govoriti. Lahko govorimo samo o nekih interesnih skupinah, ki se od spoda na vzgor kažejo kot elite ali pa so percipirane kot elite. Tisto, kar manjka tem skupinam, je ravno homogenost. Tu gre samo za sinergije ali pa bom rekel za parcialne interese, ki so na neki točki našli sinergijo in se lahko pokažejo kot nek interes, ampak takoj nehajo obstajati, ko je pač ta interes bodi si zadovoljen, bodi si nezadovoljen, kakorkoli. Ne. Elite so ponavadi konstantne in imajo neko vsebino, okoli katere se oblikujejo. Pri nas tega ni. Ni vojaške elite, premalo bogataše imamo, da bi lahko pač o nekih elite govorili, tudi neke politične elite, nekaj imela tradicijo ali pa mogoče kako paradigmo, ki stoji zadaj. Se pravi, o nekih elitah, kot jih najdemo v drugih državah, po mojem mnenju ne moremo pri nas govoriti. Ja, da bi lahko rekli, da je to zdaj smetana družbe, ne? Da je to zdaj najbolj omikan, najbolj izobražen del družbe, ne? O tem ne moremo govoriti, lahko pa govorimo o tem, da je to najbolj privilegiran del družbe. To pa je neka druga, privilegiji so pa neka druga. Če niso elite stabilne. Romo, z prejšnjim sistemom se mi zdi, da je politika pravzaprav z zakoni, ki jih je sprejemala v parlamentu, skušala na hitro ustvariti elite. Ne? Vi se boste spomnili, vse ni bilo nobenih davkov na dobiček iz premoženja, iz delnic, ne? Plače menedžerjev so šle v nebo v primerjavi z delavci, ki so potem tako ali tako ostali Evropani od tovarn, ki so bile privatizirane, preprodane, kakorkoli izgubljene in so jim s tem pač odzeli dostojanstvo in seveda možnost eksistenčnega minimuma celo. Pravzaprav ugotavljamo, da če nimamo stabilnih elit, je v bistvu družba v nevarnosti. Ravno to sem skušal povedati. Stvar je še 100-krat hujša, kot se mogoče zdi. Ne? Predstavljajte si, če poenostavimo celo to zgodbo, ne? Da nekdo ugrabi vlak. Ne? Potem je ta nekdo, ki je ugrabil vlak, se usede v lokomotivo in vodi. Pri nas je stvar še hujša. Nikogar ni v lokomotivi. Ne? In ta vlak gre in mislim, ker tisti, ki prevzamejo oblast, verjetno mu je v interesu, da sistem izkoristi, ne da uniči sistem. Če nikogar ni v lokomotivi, vlak pelje sam in kaj se bo zgodilo, ne? Nikogar, mislim, nobene elite ni za krmilom. Tukaj bi pa jaz še priklical v spomin nazaj to, kar je Mateja prej omenila, strah. Gre za nek moment, ki je zelo bistven pri participaciji. Tistih, ki bi bili pripravljeni se usesti na sedež v lokomotivo. Prej sem že dal nekako slutiti, da sem se precej ukvarjal s tisto veliko gospodarsko krizo leta 1929. In ob tem sem spoznal, da je bil Roosevelt en izredno moder politik. Veliko bolj, kot smo si to predstavljali glede na njegov delež pri vstopu v vojno in tako dalje. Smo zelo zreducirali. In tudi njegovo reševanje gospodarske krize takrat smo zreducirali. Zapomnili smo si New Deal. New Deal je točka 2 v njegovem programu. Točka 1 je pa odprava strahu. Točka 1 je odprava strahu, ker je rekel, država ne more nikoli nadomestiti tistega, kar za svojo inicijativo, pogumom, morajo narediti milijoni ljudi, ki morajo stopiti, zavzeti svoje mesto in se lotiti reševanja problemov. To smo pozabili, to je nekako zginilo iz zavesti, in se mi zdi, da tudi danes je to
nek resen problem. Ne. En dokaz premagovanja strahu je to, da ljudje pridejo na javno sceno in izrazijo svoje nezadovoljstvo. Ampak potrebno je premagati tudi tisti strah, ne, da kandidiraš, da se postaviš za neko funkcijo, da neko odgovornost prevzameš, da stopiš pred ljudi in jim predlagaš rešitve in podobno. Ne. Samo spraviti stran eno garnituro, pa ne vedeti, kaj boš naprej dobil. Ne. To je problem. In v Mariboru se zdaj veliko govori o bodočih voditeljih, ne? Ampak meni manjka ena široka fronta ljudi iz mlajše in srednje generacije, ki bi rekla, ja, mi smo polni energije, mi vemo, kaj narediti, mi bomo se vpisali na liste za prihodne volitve, mi smo na voljo za to, da prevzamemo odgovornost, ne? In se vrtimo v nekih zelo ozkih krogih ljudi, ki so kdaj imeli kakšen opravek z vodenjem, ne? Ali pa tudi čisto nobenega. Ne? In seveda ni jamstva, kako se bo ta zadeva razpletla. Zaradi tega pravim, strah je tista prva točka, ne, ki je v kriznem trenutku treba premagati, ne, in iz tega pravzaprav izvleči potem tisto rešitev, ki potegne stvari naprej. Mateja, še nekaj? Ja, spomnila bi tu, bi se strinjala s Francijem in dodala, da sem že sama večkrat z enim začudenjem opazovala, kako pravzaprav malo odločevalcev je v moji generaciji, ne? In iskala vzroke za to, ne? Zakaj ljudje moje generacije nekako se bojimo odločevanja, ne? Pred kratkim sem sodelovala v projektu Evropske prestolnice kulture in tudi tam se je pojavil ta problem, ne? Zelo redki so tisti, ki vsi bi debatirali, ne? Vsi bi, ko se je pa treba odločiti, ko je treba skratka neko potezo narediti, pa nastopi ta strah, ne? In nekako, ko sem razmišljala o tem, se mi je zazdelo, da je to mogoče zelo povezano z to družbo blagostanja, v kateri smo že kar nekaj časa, ne? Recimo zgodovinar pred kratkim preminuli Tony Judd je rekel, v Evropi še nikoli ni bilo tako dolgega obdobja brez vojne. Ne? Zelo dolgo, nekaj generacij že živi brez vojne, živi v blagostanju. Ne? In pač recimo njegova teorija je, vsaka generacija je slabša, ne? Ker je vse prenešeno, vse je prenešeno. Ne? Za nič se ne rabi, in recimo žal je bil tudi tale protest, ki ga je prej omenjal Boris, ko so prišli starši večinoma braniti svoje otroke pred sodišče, razumljen od večine ljudi kot branjenje staršev, ne? Torej, da branijo svoje otroke. Ne? Skratka, to je njihov problem. Branijo svoje otroke, ne? Jih bojo že rešili. Ne? To ni širši problem. Čeprav bi ta problem moral biti prepoznan veliko širše, ker gre za pravzaprav za politični statement proti policijskemu redu. Ne? In ne zgolj za boj staršev za njihove otroke. Je pa to simptomatično, namreč starši hodijo v šole braniti svoje otroke, pišejo jim seminarske naloge. Res je tak, ne? In to, da so starši tam tako vehementno branili svoje otroke, tega pa že ni naredil, ne? Čeprav tega verjetno s gotovostjo ne morejo trditi, ne? Kaj so njihovi otroci delali na protestu, ne? To je simptomatično, ne? In mislim, da to je problem in da to ni problem, ki bi ga lahko rešili s pametjo. Ko se bodo razmere dovolj zaostrile, bo enostavno, ko bomo postavljeni pred rob, se bomo pa morali odločati. Ne? Ja, Mateja, ti zanesljivo ne navijaš za vojno, ne, da bi jo potrebovali, ampak je samo to situacija, ki pahne človeka v to, da se postavi na svoje noge in mora prevzeti odgovornost. Ne? In mi te situacije in to zavest potrebujemo, vojne pa ne. Ja, seveda vojne ne potrebujemo. Ne? Ampak žal je to ena od slabosti človeka. Ne? Jaz nisem prepričana, da se je človeštvo v prvi in drugi svetovni vojni, čeprav v kolektivnem spominu goji to prepričanje vojne nikoli več. Ne? Jaz v to ne verjamem. Pojmo, da ne bo. No. V zadnji uri je bil večkrat omenjena beseda strah.
Gremo na zadnjo temo, deprivilegirane skupine. Namreč verjetno nas je vse strah, da bi postali del kakšne ranljive skupine, deprivilegirane skupine, kot so starejši, to bomo vsi postali verjetno invalidi, Romi so določeni, kateri so brezposelni, lahko postanemo nižje izobraženi, verjetno ne moremo, ali pa emigranti, otroci, bolniki s posebnimi potrebami, prebivalci, ki živijo pod pragom revščine, lahko postanemo brezdomci, odživalci drog, zaporniki, spolne delavke, begunci in tako naprej, mladostniki pri vzgojnih domovih. Nimamo že, glede na to, leta 2012 smo, kot smo rekli, glede na to, na aktualno družbeno situacijo, že skoraj 50%, če gledamo na brezposelnost ljudi, ki so v tej skupini. Ja, jaz bom samo na eno tvojo označbo reagiral, pa bom potem tiho. Neizobraženost. Takoj se lahko znajdeš v tej situaciji. Ne? Jaz delam v, tako bi se reklo, najmodernejši panogi, ne, v računalništvu, ne, kjer v 3-4 letih zastari znanje. Ne. In če nisi zelo ukreten, ne, in se zelo hitro ne spraviš k sebi, ne, si izgubil izobrazbo. Nič ti ne pomaga diploma in tako. In to se počasi širi na vse poklice, ne, na vsa znanja in to je neka nevarnost, da vsi ljudje padajo v deprivilegirane skupine, ne. Poleg tega ne, pa se to znanje lahko aktivira samo ob neki opremi, ki je lastniška oprema kapitala, da tako rečem, ne. In še to zraven, ne, da zgubiš na nek način ažurno znanje, poleg tega te pa lastnik opreme hitro detektira, ne, da nisi več učinkovit in te odklopi od sistema, da tako rečem, ne, od programske opreme in tako dalje. In evo, takoj si v deprivilegirani skupini, zgubljen si. Ja, tudi jaz se strinjam, mislim, da je danes ta meja zelo fluidna, torej prehaja, ne. Recimo, mi raziskovalci smo večinoma zaposleni za določen čas, ne, smo na projektih, ne. Se pravi, da si lahko danes zaposlen in se pravi, imaš nek stabilen položaj, ne, kot raziskovalec, nek določen ugled, jutri si pa lahko brezposeln, ne. In to, kar recimo se v novejšem času pod pojmom prekernosti v nekem političnem polju pojavlja, bi rekla, da je zelo zabrisalo meje med tem, kje so deprivilegirane skupine, ne? Da smo lahko v nekem trenutku zelo številno zaobseženi, ne? Novinarjem se lahko isto zgodi jutri, nekateri govorijo, večer lahko propade, jutri na cesti. Drži, tudi pri nas, na začetku sem vprašal, če sem urednik, ne, to je, danes si, jutri nisi, ne, ampak to na srečo ali pa nažalost v tem poklicu traja že ves čas, ne, že odprej, ne, ta prekernost delovnih mest. Zdaj, dodano je seveda k temu to vprašanje novih medijev, ki nekoliko izrinjajo papir, ne, potem še morda tudi kriza, ker ljudje nimajo preprosto več denarja in namesto, da bi seveda se ne bodo odrekli televizije, se odrečejo pač recimo tiskanemu mediju, ne, na ta način še potem podaljšajo. Ja, izvoli, pardon. V tem smislu seveda, ne, jaz sem dosti pisal o manjšinah, ne, ko govoriš o deprivilegiranih, ne, skupinah ljudi, to so pravzaprav manjšine znotraj neke družbe, ne. Kaj se v zadnjem času dogaja, ne? Te manjšine, seveda različne, postajajo večino. Drugo je problem, ki ga opažam v Sloveniji, ne, mi vendarle imamo po ne vem koliko letih lačne otroke v šolah, ne, ali pa doma, mislim. Pa jaz mislim, da je res, ker jih čujem v živo in smo jih tudi mi odkrili, ne. Zdaj, pustimo zdaj ob strani, ali so morda tudi starši krivi, ne, so ločitve, so ono, je tretje, četrto, ampak ta sistem zdaj recimo ne nudi niti več tople malice vsem, ne, zdaj se to spreminja, ne, politika prišla do tega, ne. Hotel sem pa reči, da seveda vprašanje pa je, koliko so te manjšine različne med sabo lahko solidarne, ne, to pa je ena nova tema spet. Andrej je raziskal zanimivo,
pravzaprav strašna stvar v Ukrajini, otroci iz Makejevke, otroci na ulici, otroci, ki živijo v kanalizaciji. Ali smo daleč od tega tudi v Sloveniji? To je težko vprašanje, z vidika cestnih otrok smo daleč. To ne pomeni, da je pri nas zadeva rožnata, pa da ne. Enostavno, kulturno-zgodovinski kontekst pri nas ob večjih stresnih situacijah ne proizvaja tega fenomena. Medtem ko tisti kontekst ga proizvaja. Cestni otroci so se pojavili ob zlomu carske Rusije, ob koncu druge svetovne vojne. Se pravi, tam je zgodovina to vrstnega, pač ta tradicija, če lahko temu rečemo, tega fenomena, pri nas tega ni. Se pravi, to je, prej si omenil, da gre za strašno zadevo. Seveda zadeva, mislim, je strašna, ampak tudi ni strašna. Tako kot vse življenjske zgodbe, ima pozitivne in ima negativne te posledice. Jaz ne bi rad zdaj zapadel v neko romantizacijo cestnih otrok, pa da bi zdaj govoril, ne vem, o vseh teh zadevah, ne vem, Oliverju Twistu in Marku Twainu in vseh teh zadevah, ampak vseeno pa cestni otroci, zdaj jih bom skušal povezati za to našo diskusijo danes, ne. Cestni otroci se na cesti pojavijo iz večjih razlogov. Trije glavni faktori so makrosocialni, mezosocialni in mikrosocialni, ali pa rekel individualni. Makrosocialni so to, ko se družba znajde v krizi in se začnejo pač odvijati neke zadeve, ki producirajo ekonomsko krizo, socialno krizo, politično krizo. To se kaže na ravni družine, da družina postane na nek način zlorabna, starši se zapijejo, pridejo v zapor in vse te zadeve. In potem otroci pristanejo na cesti pač zaradi tega. Ne? Ampak če sledimo zgodbi od spodaj na vzgor, ko sem jaz otroke spraševal, zakaj si na cesti, ne? So prihajali odgovori, na cesti sem zato, ker je doma brez veze. Ali pa ker doma ni nič. Nasproti temu, na cesti so vsi moji prijatelji, na cesti se nekaj dogaja. Ne? Se pravi, zdaj, če bi to povzel pa iz tega neke sociološke ali pa mogoče antropološke izsledke izpeljal, bi rekel, da je socialna kriza v Ukrajini povzročila to, da je družina izgubila svoje simbolno jedro. Tu pa smo že zelo blizu Sloveniji. Ne? Slovenska družina na nek način izgublja simbolno jedro. Ne? In zaradi tega se lahko dogaja take stvari, recimo, da starši hodijo v službo, pa ne morejo preskrbeti otrok. Ne? Ali pa družba, pač bom rekel, ta celotna slovenska družba deluje na nekih visokih obratih, v šoli pa je vseeno 17 stopinj in otroke zebe. Ne? Torej, ali se bojo pojavili cestni otroci ali ne, tu moram reči ne. Torej, mogoče še zadnje. Glede na to, da imamo že po nekaterih podatkih več kot 50% glede na krizo deprivilegiranih, celo več, govorimo o 99,1, ali bo družba še v Sloveniji, v Mariboru, še sposobna sploh tiste najbolj ranljive, poskrbeti za najbolj ranljive v deprivilegiranih, kot so najtežji invalidi in tako naprej. To se sploh, ker smo potem takem blizu kaosa. Jaz mislim, da na družbo kot na neko celoto, ne, spet govorimo o družbi, ki je zunaj posameznika, ne gre več računati. Ti časi so po moje za Jugoslavijo pač ostali nekje, kar pomeni, da moramo mi na mikroravni poskrbeti za deprivilegirane skupine. Se pravi, jaz za tebe, ti za mene. In da je to, jaz vidim tu v neposredni akciji, se pravi v prepoznanju, da smo odgovorni drug za drugega, vidim jaz rešitev trenutne krize. To sicer sramota za ta sistem, za to državo, ampak ja, solidarnost, ki sem jo prej že omenjal, je morda pač tisti rešilni obroč, čeprav, no, mislim, da nas bodo okoliščine v to prisilile. To zna biti kruto. Težko rečem karkoli, ne? Tudi ne rada neke prognoze za prihodnost delam, raje opazujem, kar se dogaja, ne? Poskušam iskati razloge za dogajanje, zdaj pa ne zdi se mi pa smiselno sploh karkoli prognozirati, ne? Glede na pač nas trenutno, kako kažejo trendi, kaže, da pa pač socialne države vedno manj in da
se pač bo gotovo družba ne bo propadla, ne? Gotovo človek je zelo prilagodljivo bitje, ne? In se bo prilagodilo tudi na nove razmere. Mogoče bo ena generacija v zelo slabem stanju, ne? Naslednja se bo pa že znašla, ne? Tako da... Za socialno državo se bo treba boriti, ne? Samo od sebe je kapital ne bo dopustil, ne? Ker zažira v njegov profit. Ampak šanse, da jo ohranimo oziroma da si jo izborimo nazaj, obstajajo. Jaz mislim, da zaenkrat še ni bil izveden pritisk na Evropsko unijo, ki se je svoj čas zelo hvalila za socialno listino, za socialnimi pakti in tako dalje, zdaj pa kar poniknila, ne? In bo treba naše poslance pritisniti, da to odprejo in bojo to vprašanje in bojo tudi druge države v isti situaciji. Se pravi, tle Evropa mora postaviti neke standarde, ne? Kaj pomeni socialna varnost, ne? In ne more to v vsakem kotu Evrope nek establishment po svoje in mešetariti, ne? In postavljati teh standardov, ker če jih ne dosega, ne gre. Ne Evropa doseže, da se bojo morali umakniti, ne. No, ampak jaz sem bil pa tukaj predstavljen kot Zveza kulturnih društev, ne. To pa je povezano z solidarnostjo, ki ste jo odprli. Nekaj 100.000 ljudi deluje v društvih v Sloveniji. Ne, in ko se pojavi kriza na individualni ravni, ne, ko nekdo v pevskem zboru, ne, pride v eksistenčno, tako rečem, nevarnost, ne, pod mejo, ne, se pevski zbor angažira. Ne. Ni samo zato tam, da poje, ne, ampak tudi poskrbi za tega človeka. Ne. In te solidarnosti je na srečo več, kot bi to lahko sklepali iz razprav v parlamentu ali pa iz besed politikov. Ne. To je pravzaprav glavni razlog, ne, da ni cela Slovenija na ulicah, ne, kar bi že zdavnaj lahko bila, ne, ampak ljudje si sami, da tako rečem, držijo oporo, ne, drugemu, ne, in na nek način preprečujejo, ne, najhujše ekscese krizne. Ne. In ta integriranost ljudi v te društva, v ostale skupine, nevladne organizacije in tako dalje, to je izjemno pomembna zadeva za družbeno zdravje. Tako, najlepša hvala. To je bila okrogla miza o aktualni sestavi družbe in deprivilegiranih skupinah. Naši gostje so bili Franci Pivec, Mateja Ratej, Boris Javšovec, Andrej Naterer. Najlepša hvala za udeležbo. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Si slišal telefon? Ne, zato se ne sliši. Nekdo me zdivi, se ti tako je blizu. Lepo smo to v enem kosu upravili, ne? Ja, vse veš, kako to dokumentirati, to nima smisla.